Občina Gornja Radgona je leto 2026 razglasila za Trstenjakovo leto. Zakaj? Zato, ker je prav, da posvetimo številne dogodke in aktivnosti na našega velikega rojaka, misleca, filozofa, humanista, dr. Antona Trstenjaka. Izjemno vesela sem, da je častno pokroviteljstvo za ta osrednji dogodek, simpozij na tem čudovitem gradu Negova prevzela predsednica države, dr. Nataša Pirc Musar. Akademik Anton Trstenjak, prejemnik Zlatega častnega znaka Svobode Republike Slovenije, z izjemnim in trajnim vplivom na področjih filozofije, psihologije in teologije. Zapuščina oziroma dediščina dr. Antona Trstenjaka je neizmerno velika. Velika tudi zato, ker številni govorci na takšnih in drugačnih prireditvah uporabljajo tudi njegove verze, misli in citate. Občina Gornja Radgona je v ospredje postavila misel, ki jo želim deliti z širnim občinstvom in želim si, da ta misel spremlja vse posameznike tekom leta 2026. Dobrota je sonce, ki daje rast. Naj nas ta misel povezuje v teh turbulentnih časih in naj nam v bistvu bo vodilo za boljši, svetlejši jutrišnji dan. Program današnjega simpozija je zelo pester. V namen, da počastimo spomin na dr. Trstenjaka, smo povabili veliko njegovih osebnih prijateljev in tistih, ki so o njem veliko govorili in tudi pisali. Prvi med njimi je dr. Jože Ramovš, ki je veliko časa preživel z njim tudi na Resljevi ulici, ko so bili pogovori. Potem smo povabili tudi dr. Janeka Muska, ki je bil njegov osebni prijatelj, stanovski prijatelj, ki sta tudi na znanstvenem področju sodelovala. Povabili smo tudi dr. Edvarda Kovača, ki je tudi velik poznavalec akademika Trstenjaka. Med drugim se je tudi dr. Mateja Pevec Rozman ukvarjala z njegovo mislijo, posebej z antropologijo, etiko in pa s človekom. Nismo pozabili tudi na to, da je dr. Trstenjak se ukvarjal z grafologijo in smo v ta namen povabili tudi gospoda Metoda Žumca, ki se ukvarja z besedo in pa tudi s pisavo. Med povabljenimi je tudi gospod dr. Kristjan Musek-Lešnik, ki bo predstavil vrednote 21. stoletja, kar nam je zelo pomembno kot napotnica za bodoče rodove. In pa seveda zanima nas, kje izhaja Trstenjakova družina, kje so tisti prvi zametki, o tem pa bo spregovoril zgodovinar Ivan Fras. Pripravljeno imamo tudi ogled razstave po Trstenjakovi sobi, bomo pa po tej razstavi tudi popeljali našo predsednico. Čisto na koncu pa bo potem še odigran film, ta nosi naslov Dediščina v rokah mladih. Želela bi sporočiti vsem, da naj se spominjajo dr. Trstenjaka. Prav je, da sežejo po njegovih knjigah tudi toliko let nazaj, zato ker dokler mi o nekom govorimo, ga beremo, ta osebnost med nami vedno živi. Dr. Trstenjak pa si to zasluži. Še posebej zato, ker nam je dal pomembne nauke. Med drugim tudi to, da se Slovenci ne smemo kregati, ampak da moramo držati skupaj. Ustanova dr. Antona Trstenjaka je bila povabljena v projekt, ki ga je v bistvu pričela občina Gornja Radgona v spomin 120. letnice rojstva in 30-letnice smrti velikega humanista, teologa in znanstvenika, profesor dr. Antona Trstenjaka. Mi smo se dogovorili, da bomo zadevo sofinancirali in pa tudi v sami ustanovi smo dorekli nekaj naših projektov, v katere bomo povabili tudi občine, predvsem pa občino Gornjo Radgona, kajti to je občina, v kateri je bil profesor rojen. Tako smo finančno podprli tudi določene programe občine Gornja Radgona
in tudi ta kongres tukaj, ki je danes na gradu Negova. Imeli bomo pa še tudi drugi del kongresa, Trstenjakova misel, v dogovoru z SAZU-jem, ta bo v Ljubljani 21. oktobra v jeseni tega leta, in pa še nekaj drugih prireditev, tudi z Zvezo društva generala Maestra, in ker bodo vsebine usmerjene tudi v področje domoljubja, saj je bil Trstenjak tudi poznan kot velik domoljub, spoštoval je slovensko besedo, spoštoval je slovensko misel in pa imel in gojuje veliko spoštovanje do slovenskih ljudi, kar se mi zdi, da je zelo pomembno v tem današnjem času, da se Slovenci zavedamo, da samo s tem, ko gradimo mostove, ko delujemo skupaj, lahko preživimo v tem, bi rekel, izzivalnem, mogoče celo norem globalnem svetu, kjer nas čakajo veliki izzivi in tudi z temi velikani, kot je bil Trstenjak, Puh in še nekateri drugi Slovenci, lahko preživimo ta čas, ki od nas zahteva veliko angažiranost in seveda, da smo po Trstenjaku ljudje, to je njegova generalna sporočilnost, da je človek človeku človek.